Danes bomo preživeli tole urco skupaj. Ideja je, da v sklopu tedna vseživljenjskega učenja sodelujemo tudi mi in uporabnikom knjižnic predstavimo nekaj stvari, s katerimi si lahko olajšajo svoje delo pri sami izposoji knjig. Zdaj naslov v knjižnico kar prek aplikacije. To ne pomeni, da v knjižnico več ne bomo zahajali, ravno obratno, mi si želimo, da bi uporabniki še več zahajali v knjižnico. Ampak vseeno bi si lahko na nek način olajšali to delo, da bi si že kaj postorili doma. To pomeni, mi spodbujamo samostojnost uporabnikov, članov knjižnic, da bi lahko predno stopijo v knjižnico, že samostojno pregledali, kaj ima njihova knjižnica na voljo, katero gradivo je prosto, ali ga lahko rezervirajo, kasneje, ko ga izposodijo, tudi podaljšajo. Zdaj, današnja predstavitev približno bo potekala takole, da na začetku bomo pogledali čiste osnove od mobilne aplikacije, izredno preproste, namenjene res uporabnikom, ki želijo samo poiskati gradivo, ga morda rezervirati, izposoditi, potem podaljšati izposojo in preveriti čas, kdaj je potrebno to gradivo vrniti. Sledila bo predstavitev spletne aplikacije, to je Cobiss Plus. V bistvu se ne razlikuje dosti od mobilne, vendar ima še veliko več funkcionalnosti, ki so pa že potem namenjene bolj naprednim uporabnikom. To pomeni, v Cobiss Plus, v spletni aplikaciji, preko spletnega brskalnika lahko bolj podrobno iščemo gradivo, kajti tega gradiva je ogromno. Ne gre samo za romane, za leposlovje, v knjižnici lahko poiščemo tudi knjižno in neknjižno gradivo in pa razne članke. To bomo pogledali čisto na koncu, kjer se bomo dotaknili Akademske digitalne zbirke Slovenije, kjer boste videli, kako lahko enostavno pridemo do člankov v odprtem dostopu in pa do člankov, ki so omejeni za posamezne uporabnike, bodisi študente, profesorje in ostale raziskovalce. Tako da zdaj mislim, nekje 15 vas je, ne bi rad tratil vašega časa, zato se držimo vseeno ure in bomo kar začeli z predstavitvijo. Zdaj jaz bom naredil predstavitev na mobilni napravi z operacijskim sistemom iOS na iPhonu, tako da vi lahko seveda sproti spremljate. Zdaj žal ne poznam vašega predznanja, morda vam je to poznano, pa boste določeni samo utrdili svoje znanje. Tistim, ki je pa to čisto novo, ki ne poznate, pa bomo šli postopoma po korakih skozi predstavitev. Tako da jaz bom zdaj podelil svoj zaslon. Takole, zdaj morate videti moj domač zaslon tega telefona. Zdaj jaz vas vabim tudi lahko postavite kakšno vprašanje, če vas kaj zanima. Če bom utegnil, ni vas veliko, lahko odgovorimo sproti. Če kdo izmed ostalih udeležencev pozna odgovor, pa lahko seveda tudi drugemu odgovorite na vprašanje. Zdaj, to je seveda zaslon mojega telefona in spodaj levo vidimo aplikacijo mCobiss. Zdaj, kako pridemo do te aplikacije? Aplikacijo je potrebno namestiti. Zdaj, na teh mobilnih napravah razvita je za iOS, Android in pa za Huawei mobilne naprave. Tako da v marketu, v trgovini, ki jo uporabljate za ostale aplikacije, lahko, jaz bom izbral App Store, tukaj zgoraj, iOS uporablja App Store, poiščete mobilno aplikacijo mCobiss. Naj vas ne moti, da se malce razlikujejo te trgovine med seboj. Na Androidu boste videli malce drugače, potem ko bomo pa v aplikaciji,
pa imate vsi enak izgled in seveda tudi funkcionalnost. Zdaj, če pogledamo, poiščemo en COBISS, nekaj predstavitev, katera je zadnja aktualna verzija, katere so bile zadnje dodane funkcionalnosti in vi, če nimate še nameščene, kliknete tukaj na mesti, jaz bom pa samo odprl, ker sem aplikacijo predhodno že namestil. Zdaj, ko pridemo v aplikacijo, ki je namenjena uporabnikom knjižnic, vidimo, da je potrebna prijava. Tukaj je razlika, ali uporabljamo samo iskanje, anonimno, COBISS je javno dostopen katalog, kjer lahko vsakdo izmed nas pregleduje vse zapise v bazi, bodisi v vzajemni bazi, to je sogradivo vpisano v COBISS, ali pa v lokalni bazi, ki je baza posamezne knjižnice, v katero smo včlanjeni. In če bi zdaj pogledali, lahko mi tukaj z lupo zgoraj desno, sta dve lupi, pa če dam to prvo lupo, to je osnovno iskanje, kjer lahko jaz iščem po nekih ključnih besedah, po avtorju, po naslovu, in če bi pogledal zdaj nekaj na temo tehniko, jaz bom kar kliknil to, kar sem že iskal, aplikacija si zapomni moja zadnja iskanja, vidim, da dobim 187.000 zadetkov, to je zelo širok pojem. In seveda, da mi ne bomo to prelistovali po tem zaslonu, ker je tega preveč. V takem primeru, ko iščemo nek širok pojem, pa ne vemo točno, kako bi zmanjšali iskalno zahtevo, naj vam povem, da morda vedno začnete iskati čim širše, potem pa ožajte iskalno zahtevo. Zakaj? Da vsaj nekaj dobimo. Nekje, ko dobimo samo 3 zadetke, je malo. Ko dobimo 187.000, je pa tega preveč. Zato lahko to zapremo, osnovno iskanje, in desno od te lupe je pa lupa z enim zaslončkom, če kliknemo gor, to pa je izbirno iskanje. Zdaj, z tem izbirnim iskanjem pa lahko že naredimo nekaj več. To pomeni, lahko se omejimo na svojo knjižnico. Zakaj? Zato, ker bomo po vsej verjetnosti to gradivo, ki ga bomo poiskali, rezervirali in tudi izposodili, vkolikor gre za fizične knjige. Pa pogledamo, pa bom izbral recimo Mariborsko knjižnico, zdaj vidimo teh knjižnic v Mariboru je malce več, tako da zdaj pričakujemo, da bo iskalnih rezultatov, zadetkov veliko manj. In če tukaj napišem tehnika in pa potem omejim še na vrsto gradiva, recimo, da me zanimajo časopisi in revije in sprožim iskanje, vidim, da sem dobil 61 rezultatov. To je recimo že bližje, če me res zanima revija na temo tehnika. In to bi pa lahko zdaj tukaj pregledal in recimo izbral en zapis. Zdaj vidim, da konkretno v tem primeru pač ti letniki niso na voljo. Lahko pa poiščem, če mi ni v redu časopisi, pa pogledamo, če je kakšna knjiga. Ja, knjig je pa ogromno. Tam sem dal ključno besedo tehnika, to se lahko pri marsikaterem zapisu pojavi in vidimo, da tukaj pa imamo 2900 teh rezultatov. In kaj zdaj lahko jaz naredim? Zdaj lahko enostavno, če pogledamo 100 let slepote, da me ta knjiga zanima, enostavno kliknem na to knjigo in dobim nek povzetek. Vidim avtorja, lahko preverim avtorja, lahko vrsto, da gre za roman, vrsto gradiva, potem slovenski jezik in še ostali bibliografski podatki. Tu so seveda omejen nabor teh podatkov je zaradi tega, ker je tudi prostor na teh malih zaslonih omejen in večini uporabnikov zadostuje takšen izpis. Vkolikor pa želimo videti vseeno več informacij, pa lahko pogledate tukaj spodaj je COBISS
ID tega zapisa enoličen, in če kliknem na to številko zraven, na ta COBISS ID, se pa že odpre spletna aplikacija COBISS Plus, kjer pa lahko tukaj, če grem na podrobni podatki, dobim več podatkov o tem gradivu. Zdaj marsikdo tega ne pozna, da so ti linki, če gremo nazaj, še enkrat pokažem, tukaj COBISS ID, ta številka 743 in tako naprej, se lahko klikne in na tak način pridem do več informacij. V glavnem, jaz sem zadovoljen s tem gradivom, rad bi si ga izposodil, to pomeni, da lahko jaz kliknem recimo zdaj v knjižnici Tabor. Knjižnica Tabor je enota Mariborske knjižnice, ki mi je morda najbližje, in jaz samo izberem knjižnico Tabor in sedaj pa aplikacija od mene zahteva prijavo. To je pa ena od ključnih stvari, ki jih potrebujemo, da lahko sploh te stvari uporabljamo. In zato vas bi na tem mestu opozoril, statistike kažejo, da samo 20% uporabnikov, članov knjižnic, uporablja te, pa rečemo vseeno, napredne storitve. To pomeni digitalne online storitve, kjer lahko nekaj naredijo nadaljavo. Meni se zdi ta številka, glede na število vseh članov v knjižnicah slovenskih, zelo majhna. In če pogledamo danes, nam vsa ta tehnika to omogoča, imamo vse te naprave, uporabljamo jih za razne stvari, za brskanje po internetu, zakaj ne bi tega uporabili tudi v svoji knjižnici. Jaz bom naredil rezervacijo kasneje, bom zdaj to preklical, ker bomo najprej naredili prijavo. Lahko bi pa seveda tudi iz tega koraka naredil prijavo in rezervacijo. Tako da to so te funkcionalnosti, ki jih lahko vsak uporablja, ki namesti aplikacijo, pa ni pridobil tega dostopa v knjižnici. Če se dotaknemo, kako dobimo dostop do v knjižnici, to pomeni, danes knjižnica več ne dodeljuje gesla, knjižnica vam samo v vpisu da vpisno številko in seveda vi posredujete knjižnici elektronski naslov, na katerega vam knjižnica potem pošlje vse informacije, kako pridobite svoje geslo. In na podlagi tega elektronskega naslova si lahko kasneje vedno znova tudi geslo ponastavite, vkolikor ste ga pozabili. Tako da jaz sem si to uredil in lahko stisnem prijava. Zdaj, ko stisnem prijavo, me vpraša te podatke o članstvu v knjižnici. Vidimo pa spodaj, da imamo še druge možnosti. To pomeni, lahko se prijavimo v moj COBISS brez članstva. Si naredimo enostaven profil, kjer lahko samo shranjujemo svoje iskanja in shranjujemo na svojo poličko. Ampak ne bomo toliko o tem. Bistveno je, da v knjižnici pridobite svoje vpisne podatke in potem uporabljate v polni funkcionalnosti. Zdaj, če je kdo tukaj iz šole, osnovne šole, srednje šole, tudi te knjižnice, šolske knjižnice so zdaj prišle vse že pred časom v sistem COBISS in ti izobraževalne ustanove pa uporabljajo to ARNES AI prijavo. In danes je omogočeno vsem šolarjem, vsem učencem, dijakom, da se prijavijo z ARNES AI identiteto svoje organizacije, svoje šole in pridejo direktno do svoje knjižnice, podatkov svoje knjižnice v šoli. To pomeni, ni več razlik, ali je šolska knjižnica, ali je splošna knjižnica, ali je univerzitetna knjižnica, vsi uporabljajo isti sistem COBISS in uporabniki tukaj več ne čutijo razlik. Jaz bom vseeno prijavo naredil z mojimi podatki. Mariborska knjižnica, vnesel sem akronim, ker mi je tako lažje. Svojo člansko številko. In pa geslo. Tako, zdaj sem se prijavil z vpisnimi podatki svoje knjižnice, Mariborske knjižnice, v svoj profil. Zdaj bo morda vprašanje oziroma pomislek, zakaj imam jaz toliko knjižnic. Ko se vi prvič vpišete v vaš profil, ko vnesete te vpisne podatke, imate samo tisto knjižnico, katero ste vnesli podatke, katero ste včlanjeni. Kasneje si pa lahko vedno dodajate poljubno število knjižnic.
To naredite tako, da v tem zgornjem drsniku, kjer lahko pregledujete svoja članstva, kliknete na plus in če imate nov dostop do nove knjižnice, nove te opisne podatke, dodate knjižnico na svoj profil. Na tak način lahko hitro pregledujete za vsa svoja članstva, recimo jaz imam tega malo več zaradi testiranja, kaj imate v kateri knjižnici izposojeno. In to imate nazorno, jaz če pogledam tukaj, za osnovnošolsko knjižnico od svoje hčere ima izposojene 2 knjigi. Če pogledamo moj testni član v knjižnici Medvode, ima pa en spletni vir. Tudi to je ločeno, to so elektronske knjige, tudi to bomo pogledali, kako si lahko najhitreje izposodite. No, zdaj, ko sem na posameznem profilu določenega člana, lahko potem hitro pogledam, kaj ima izposojeno, če ima kakšen spletni vir, drugo gradivo, to je gradivo, ki je izposojeno v čitalnico, razne rezervacije, zdaj vidimo, da ta član nima nič, in pa vpisne podatke, številko izkaznice in pa do kdaj velja to članstvo. To je tudi eno izmed testnih članstev v knjižnici Domžale. Zdaj, kot ena posebnost je ta, da recimo v knjižnici potrebujete tudi člansko izkaznico, da se na tak način predstavite. Te izkaznice običajno ali pozabimo, ali jih ne najdemo v tistem trenutku, telefon imamo pa vedno pri sebi. In če imamo mi opisane te podatke članske svoje knjižnice, se nam tukaj z klikom na to črtno kodo tudi generira naša, rečemo temu, digitalna izkaznica, ki jo lahko pokažemo v knjižnici. Tukaj brez bojazni, te številke, to ne moremo sami zgenerirati, to se nam zgenerira samo takrat, ko vnesemo veljavne podatke o svojem članstvu. Tako da tukaj ni možne neke zlorabe, da bi zdaj nekdo kot tiste aplikacije moje kartice vnesel številko in potem zgeneriral to kodo in se predstavil kot ta uporabnik v knjižnici. Kaj je še posebnost? Na mobilni napravi lahko tukaj nastavljamo, urejamo ta obvestila. Gre za potisna obvestila, nastavljajo se lahko samo na mobilni napravi in uporabljate jih lahko samo na mobilni napravi. To pomeni, lahko seveda nastavite tudi, kaj želite dobiti na mail, vendar potisna obvestila so vezana na mobilno napravo. Ko se vi vpišete v aplikacijo, se hkrati tudi registrirate na ta potisna obvestila. To so zelo priročna obvestila, ker v vsakem trenutku dobite obvestilo recimo o poteku rezervacije, o prispelem rezerviranem gradivu. To pomeni, ni potrebno klicati, ni potrebno hoditi v knjižnico. Ko bodo v knjižnici pripravili vaše gradivo, boste vi dobili tako informacijo, da ga lahko prevzamete. In pa na koncu imamo še zgodovino izposojenega gradiva, kjer lahko hitro pogledate, kaj je bilo v zadnjem letu oziroma v vsej zgodovini izposojeno na tem članstvu. In to je del moje knjižnice. Če pogledamo spodaj na ta zvonček obvestila, kjer imam 7 neprebranih, so pa ravno ta potisna obvestila, o katerih sem govoril. In če pogledamo, imam že obvestilo za gradivo, ki sem ga rezerviral, me že čaka v knjižnici. To smo danes testirali in ko knjižničar pripravi to gradivo, dobim potisno obvestilo in lahko se sprehodim do knjižnice. Tako da to je bistveno lažje, bistveno enostavneje za večino izmed nas, da gradivo poiščemo doma, v miru, ko dobimo nek naslov ali pa idejo, kaj bi brali, poiščemo lahko v naslonjaču, brez večjih naporov in potem samo rezerviramo. Nekaj več dela za knjižničarja, ki mora to v bistvu fizično knjigo prevzeti na polički, jo obdelati, to pomeni to rezervacijo pripraviti in jo odložiti na drugo poličko, kjer jo mi potem prevzamemo na pultu, ko pridemo v knjižnico. Za nas je seveda to super storitev. Ampak tako kot sem rekel, vseh uporabnikov moje knjižnice, to je teh online storitev, je 20%.
15% vsega gradiva, ki se ga izposodi v slovenskih knjižnicah, je pa rezerviranega. To bi jaz rekel, da je to izredno nizka številka, glede na to, da smo danes navajeni vse plačevati, delati preko teh naprav mobilnih. Če bi danes pogledali statistiko plačevanja položnic na pošti oziroma preko mobilnih naprav, je ta odstotek bistveno boljši kot recimo rezervacija knjig. Ne vem, zakaj se ne bi potem tudi tega posluževali. Naslednja stvar na tem profilu, ko se prijavimo, je moja polica. Polico imamo na začetku samo eno, to splošno, potem pa lahko seveda dodajamo poljubno število teh polic. Zakaj uporabljamo police? Recimo za neko poletno branje si lahko knjige poiščemo, odložimo na svojo virtualno polico in kasneje rezerviramo. Vsaka rezervacija, vsaka izposoja ima končen čas izposoje, ko moramo gradivo vrniti, in tudi ni fair, če bi zdaj izposodili. Vse knjižnice imajo neke omejitve, koliko knjig lahko imaš sočasno izposojenih, vendar ni fair, da mi zadržujemo, tudi če si lahko 5 knjig hkrati izposodimo, da bi knjige zadrževali pred ostalimi uporabniki, pa potem brali samo eno. Zato je smiselno, da si knjigo damo na poličko. Če pogledamo, kaj imamo pod novosti, novo, imam nekaj teh knjig in lahko vidim, da imam tukaj moja opomba. Sem si napisal, da je ta knjiga recimo prebrana, lahko bi pa napisal kakšno drugo opombo. Seveda, jaz, ko imam knjigo na polici, pa jo želim rezervirati, ne rabim še enkrat iskati, enostavno kliknem na to knjigo in dam samo to avtomatsko poišči, izberem knjižnico, v kateri bi si rad to knjigo izposodil, pa bomo rekli Mariborska knjižnica. Prej smo ugotovili, knjižnica Tabor je najbližja enota in lahko hitro rezerviram to gradivo. Kliknem na rezervacijo, sedaj je aplikacija, ker smo se prej predhodno prijavili, prepoznala, da imam v Mariborski knjižnici 2 člana in me seveda vpraša, s katerim članom želim to knjigo rezervirati. Pa bom rekel za svojim. In takoj sem dobil, da je knjižnica prejela zahtevo za rezervacijo in sedaj bo knjižničar oziroma knjižničarka to knjigo pripravila. Ko bo pripravljena, bom dobil potisno obvestilo. Ker pa recimo ne želim, da mi zdaj to knjigo pripravijo, ker gre za demonstracijo, bom pogledal v moji knjižnici, pod moje članstvo smo rekli Boštjan v Mariborski knjižnici. Moramo iti na rezervirano gradivo in sedaj rezervacija je v obdelavi. Ko je že enkrat obdelana, potem več ne gre. Je potrebno poklicati, se opravičiti, pa reči, da te knjige ne potrebujemo. V primeru, da smo se pa zdaj zmotili, pridržimo, kliknemo na ta zapis in rečemo prekliči rezervacijo. In rezervacija je preklicana, morda sploh nihče v knjižnici ni videl, da smo to želeli rezervirati, saj tudi status ni bil v pripravi. Mislim, da je pripravljena, obdelana rezervacija. Tako da tudi, če se zmotimo, nič narobe, lahko to prekličemo. Ostali smo pa na moji polici. Zdaj, če želimo, seveda lahko damo novo polico z poljubnim imenom, pa bomo dali webinar. In potem vam želim pokazati, ko se bom s tem profilom, s temi podatki prijavil v spletni aplikaciji, boste videli, da tudi tam dostopam do istih podatkov, ker se to vse sinhronizira. Kaj naredimo na mobilni, se vidi na spletni, in kaj naredimo na spletni, se vidi na mobilni aplikaciji. Vkolikor pa potrebujemo nekaj informacij o knjižnicah, pa spodaj v menijski vrstici izberemo knjižnice. Zdaj na začetku zgoraj vidimo, imamo vse knjižnice, katerih člani smo. Ker pričakuje sistem, da bomo največ potrebovali teh informacij od knjižnic, v katere smo včlanjeni. Tako da lahko zgoraj prehajamo med temi knjižnicami in vidimo nekaj osnovnih podatkov. Zdaj, kaj je zanimivo, če pogledamo, Mestna knjižnica Ljubljana ima dosti enot,
ki jih seveda na pamet ne poznam, in če nisem iz Ljubljane, ne poznam tudi lokacij teh oddelkov in si lahko pogledam seznam vseh teh oddelkov. Zdaj z enim klikom lahko napišem sporočilo v knjižnico, če me kaj zanima, lahko pokličem, lahko pa pogledam recimo enoto Otona Župančiča, kje se nahaja, preprosto kar z navigacijo. Pogledam, kje se knjižnica nahaja, in zdaj, če bi kliknil na ta PIN in sprožil navigacijo, bi mi pokazalo, sicer ne bomo zdaj šli v Ljubljano po knjigo, ampak samo ideja, da če nekdo ne ve, kje je tista enota, lahko tudi sproži tudi za pešačenje navigacijo. Recimo tukaj večkrat opozarjam oziroma svetujem uporabnikom, da naj se ne odpovedo možnosti, da bi izposodili knjigo, ker je ta knjiga v drugem oddelku. Recimo, če je nek oddelek 2 kilometra stran, mi pa hodimo vedno samo v tisti naš oddelek, pa knjige v našem oddelku, kjer res redno zahajamo v knjižnico, ni, poglejmo, če je na voljo v drugem oddelku, pa pojdimo tja. Zakaj bi čakali, da nekdo knjigo vrne, če pa si lahko, če smo članjeni v neki knjižnici, izposojamo v vseh njenih oddelkih. Tako da to je pa še navigacija do same lokacije. Zdaj naslednja stvar so pa še nastavitve. Zdaj okolje vas naj ne moti, na začetku, ko si aplikacijo namestimo, nas seveda vpraša, v katerem sistemu želimo delovati. Zdaj, nekateri veste, nekateri ne. COBIS je mednaroden sistem, to pomeni, ne uporabljamo ga samo v Sloveniji, uporablja se tudi izven meja Slovenije, v državah bivše Jugoslavije, tako da vsi uporabljajo identično aplikacijo, samo izberejo okolje, v katerem želijo delovati. Lahko pa seveda vedno izberemo jezik zraven slovenskega, angleški jezik za tuje govoreče uporabnike, da ne bi bili prikrajšani do iskanja gradiva po knjižnicah, saj je ogromno gradiva v tujem jeziku, ki ga razumejo, zakaj potem ne bi imeli aplikacije, ki bi jo lahko uporabljali, sploh tile študentje, tuji študentje na izmenjavi oziroma tuji raziskovalci. Jaz bom ostal na slovenskem jeziku in pa še nekaj informacij kontaktnih, kje lahko nas dobite na teh socialnih omrežjih, na mail oziroma na podporo pokličete na telefonsko številko, vkolikor nekdo potrebuje pomoč oziroma več informacij. Tako, to je bilo zdaj pregled skozi te menije. Zdaj nekaj smo tudi poiskali, nekaj smo že rezervirali, zdaj pa kar je tista nekako pika na i v knjižnico, kar prek aplikacije. To pomeni, zdaj smo obravnavali fizično gradivo, tiskane knjige, ki jih je nekako potrebno prevzeti v knjižnici, da jih lahko na koncu tudi preberemo. Določene knjige danes, ne vem koliko poznate, morda vsi poznate portal Biblos za elektronske knjige, ki ga uporabljajo slovenske knjižnice, in pa ponudnika Audibook, ki ponuja danes audio knjige. To pomeni, danes imate možnost, da izberete fizično knjigo, tiskano knjigo, seveda teh je največ, potem je mislim, od teh elektronskih je največ e-knjig in pa seveda nekaj manj teh audio knjig, ampak to so storitve, ki se razvijajo, ki so v porastu in v prihodnje bo vedno več tega gradiva, ki ga bomo lahko prebirali bodisi na bralniku, bodisi na teh naših telefonih, tablicah, ki jih imamo skoraj vedno pri sebi. Zdaj en sistem iskanja bi še rad pokazal, zdaj če vidite, zgoraj na levi je ta fotoaparat, funkcionalnost, ki je marsikdo ne odkrije, gre za najhitrejši način iskanja, vkolikor imamo fizično gradivo pri sebi. To pomeni, lahko v knjigarni, lahko na nekem knjižnem sejmu pri prijatelju vidimo zanimivo knjigo, ne rabimo nič slikati, ne rabimo nič zapisovati, enostavno samo poskeniramo to ISBN kodo. Jaz vam bom pokazal, to je zdaj knjiga, ki jo bi jaz želel izposoditi, pa pogledam. Vse knjige so opremljene z ISBN kodo, jaz to kodo poskeniram
in takoj dobim rezultate, kje lahko jaz najhitreje to knjigo dobim. In pričakovano je, da sistem razvrsti te knjižnice na vrhu vse knjižnice, katerih sem član, in potem še vse ostale knjižnice, ki imajo to gradivo na voljo. Tako da to je najhitrejši način iskanja. Zdaj, kako poiskati audio knjige oziroma elektronske knjige, vam bom pokazal en sistem. Če gremo na to osnovno iskanje, da recimo nimamo sploh občutka, kaj bi brali. Mi bi vedno lahko šli na izbirno iskanje, vzeli našo knjižnico in vrsto gradiva omejili na e-knjige. To je en od sistemov, vendar zdaj jaz ne vem, koliko ima moja mariborska knjižnica teh knjig oziroma kaj bi iskal. Rad bi pa malo pogledal, kaj pa je v mariborski knjižnici na voljo, in najhitrejši način, da dobimo največ zadetkov, je, da v osnovnem iskanju pod iskanje kot ključno besedo napišemo Biblos in sprožimo iskanje. Zdaj vidimo, da mariborska knjižnica meni ponuja 5311 knjig. Zdaj, če smo čisto natančni, je lahko kakšna knjiga manj. Zakaj? Ker sem napisal ključno besedo Biblos. Če se Biblos, ključna beseda, pojavi v katerem drugem zapisu, da je nekdo pisal recimo diplomsko nalogo o Biblosu, se potem lahko tudi tukaj pojavi, ampak večinoma gre vse za elektronske knjige. In lahko si jih malo pregledam, pa če bi recimo pogledal tu malo življenje, elektronski vir, vidimo, že spodaj ikonica ponazarja, da gre za elektronsko knjigo ponudnika Biblos. In vidimo, da je 15 izvodov na voljo. Zdaj jaz kliknem na ta zapis, na to knjigo in me spet vpraša, katero članstvo želimo uporabiti. V Mestni knjižnici Ljubljana imam samo eno članstvo, ki ga izberem. Zdaj pri Biblosu tu je malce drugače. Prijava, ki smo jo nesli predhodno v mCOBIS, za naše članstvo se zdaj prenese na njihov portal in tukaj še stisnem samo izposodi. Malo počakam, malo potrpljenja je potrebnega in vidim, da sem si na njihovem portalu izposodil to knjigo. Zdaj, žal, te knjige ne morem brati v mobilni aplikaciji mCOBIS, vendar zato potrebujete njihovo aplikacijo. Jaz vam bom jo samo pokazal, ker to je pa že del ene druge zgodbe, to je pa ta Biblos rdeča ikona spodaj desno in tukaj nas potem pa čakajo te elektronske knjige, kjer jih lahko potem tudi dejansko preberemo. Zdaj vidimo, da to malo življenje se je že pojavilo in zdaj bi knjigo prenesel in jo potem tudi lahko začel brati. Zdaj morda imate kakšne izkušnje z tem Biblosom, kako se obnese na raznoraznih mobilnih napravah, morda pa ima kdo tudi izkušnjo z bralnikom. To je glede teh knjig. Ta podatek o izposojeni knjigi se potem seveda pokaže tudi, ko se stvari sinhronizirajo z našimi sistemi. To smo zdaj v Mestni knjižnici Ljubljana. In če pogledamo spletni viri, vidite malo življenje, elektronski vir, se pojavi tukaj na tem seznamu spletnih virov. Če jaz kliknem, da vidimo, ne vem, kdaj je bila ta knjiga izposojena, Biblos ima omejitev, sočasno imamo lahko omejeno število knjig izposojenih in če smo eno knjigo hitreje prebrali, ona se bo avtomatsko vrnila sama, če pa želimo izposoditi novo, pa moramo to knjigo vrniti. In jaz lahko to knjigo vrnem. Zdaj je to v obdelavi, potem bo pa čez en trenutek več ta knjiga ne bo vidna. Naslednja stvar so pa audio knjige, to so bile zdaj elektronske knjige preko sistema Biblos, vse lahko izposojamo preko sistema COBIS,
brati pa moramo v namenskih aplikacijah oziroma bralnikih za te zadeve. Če bi želeli zdaj poiskati eno vprašanje, da vidimo, ali si lahko Biblos naložimo oziroma berem na računalniku. Na računalniku obstaja mislim, da od Adoba en program, tudi na Biblosovi spletni strani imajo navodila in predstavljeno, in potem si lahko, če ste prej bili pozorni, ko sem izposodil knjige, morda bomo še naredili to na Kobis Plus, piše tam prenesi in tam si lahko dejansko prenesiš tisto datoteko in preko enega programa, enega tega readerja, bralnika bereš tudi na računalniku. Zdaj, koliko je pač uporabno, ja, se sedi pri računalniku, določenim ustrezajo te tablice, ki jih imajo vedno s seboj, določeni pa prisegajo na ta ink paper, kjer je bolj prijazno za oči, manj blešči, in to so pa te njihovi namenski bralniki, ki, ko si izposodite, se tudi to sinhronizira in potem to knjigo tam berete. No, zdaj bomo pogledali še, kako pa Audibook. Vidite, da sem že jaz Audibook iskal, to je v bistvu ime ponudnika. In vidimo, da je v 664 knjig, bistveno manj jih je dostopnih, kot je recimo e-knjig, kaj šele fizičnih knjig. Ampak lahko pogledam, če me katere zanima, pa bom pogledal, tu vidim eno knjigo Zo, in katera knjižnica ima, pa se lahko odločim, lahko v Medvodah, lahko v Mestni knjižnici Ljubljana, pa bom spet, evo, ikonica desno nam kaže, to je ponudnik Audibook, in vidite, da se lahko izposodim recimo v Mestni knjižnici Ljubljana, je še 43 prostih izvodov od 52, v Medvodah recimo pa 51 od 52. Zdaj, zakaj sem jaz kot recimo Mariborčan, ki imam vseeno članstvo v Mariborski knjižnici, ker si lahko izposojam fizične knjige, zakaj sem se jaz včlanil v Mestni knjižnici Ljubljana, ker ima največ teh elektronskih knjig, bodisi audio oziroma e-knjig. In danes lahko vsak to stori, bomo potem malo preklikali na Kobis Plus, kar preko spleta. Danes dejansko ne rabite vstopiti fizično v knjižnico, da bi se včlanili. Lahko se to naredi preko spletnega opisa. Bomo potem malo preklikali na spletni aplikaciji Kobis Plus. No, tukaj bi pa rad pokazal, kako enostavno se tudi ta audio knjiga izposodi. Izbral sem to članstvo, dobim podatke, kdaj je rok vrnitve, in pa tu lahko zdaj pogledam pod več, kaj moram narediti. Ker imam že njihovo aplikacijo nameščeno, se mi aplikacija odpre in ta knjiga Zo me že čaka. Poglejte, kako enostavno z par kliki pridemo do te knjige, to knjigo pa lahko zdaj enostavno poslušamo. Samo pokazal vam bom še enkrat, kako izgleda Audibook, je pa ta ikonica, ta aplikacija levo od aplikacije Biblos in je dostopna, vse te aplikacije, o katerih zdaj govorimo, so dostopne na iOS in na Android mobilnih napravah in pa tudi na Huawei. Veste, da nove Huawei naprave ne more več uporabljati teh Googlovih storitev, zato imajo svoj Market App Gallery in tudi tam si lahko te aplikacije prenesete. In zdaj, ko imamo to izposojeno, lahko hitro potem tudi pogledamo, kaj imamo izposojeno, in to je, mislim, da na Medvodah, spletni viri, oziroma katero knjigo sem, ja, Zo, ja, vidite, Zo, elektronski vir, to sem si izposodil v tej knjižnici. Tako da zdaj smo pogledali, kako si izposoditi bodisi e-knjigo, bodisi audio knjigo. Zdaj, to je bilo vse, kar se tiče mobilne naprave, mobilne aplikacije mKobis, ki je res namenjeno za uporabnike, ki želijo na hitro videti, kaj imajo izposojeno, si rezervirati gradivo, poiskati enostavno knjigo, jo rezervirati, ko dobijo opomin oziroma, da je treba knjigo vrniti, pa če je še možnost, lahko podaljšajo
to so obveščeni preko potisnih obvestil in pa seveda upravljajo z svojim profilom. Zdaj bomo se pa preselili na spletno aplikacijo Cobiss Plus. Bom pa delil moj zaslon. Takole. In zdaj smo na sicer spletni strani Cobiss. Tu dobite več informacij o Cobissu, kaj Cobiss pomeni, kdo ga lahko uporablja, kje je vse prisoten. In mi v bistvu gremo za bralce, tam sem bil zdaj za knjižničarje, zdaj gremo za bralce, nekaj novosti iz knjižnih polic, nekaj informacij. Mi bomo se pa danes posvetili Cobissu Plus. Do njega lahko tudi dostopate iz Googla, če napišete Cobiss Plus. V bistvu gre za iskalnik po katalogu. Marsikomu je morda bolj pregledno, je večje, se strinjam, ko recimo nekdo pride za računalnik, ima večjo delovno površino in lahko lažje, bolj sproščeno išče, kot pa na neki mobilni napravi, ki je manjša, morda težje za rokovati, ampak ima eno prednost, je vedno z nami. Do računalnika pa je treba priti domov in potem to uporabiti. Zdaj, kaj vam tukaj bi rad pokazal, to je spletna aplikacija, poglejte spodaj, imate pomoč, klepet, tega v mobilni ni, torej to pomeni v delovnem času, lahko od zjutraj pa do 7 zvečer klepetate z sodelavci mojimi, ki vam pomagajo in bodi si pri iskanju, bodi si pri kakšnem zapletu, kako kaj nastaviti oziroma kakšne storitve so vam na voljo. Tako da ne pozabiti, da vedno obstaja pomoč, lahko nas tudi kličete, lahko pa preko tega klepeta. Zdaj, tako kot sem prej pokazal v Cobissu, tudi tukaj lahko iščem, da napišem recimo roman, čisto splošno, in dobim neke zadetke. To je seveda anonimno, zato ne rabi biti prijavljen. Potem pa lahko tukaj imam fasetno omejevanje, kar je zelo dobrodošlo. To pomeni, če na začetku ne vem, kako bi omejil iskalno zahtevo in poiščem tako širok pojem, kot je roman, za 213.000 zadetki, lahko potem preko teh faset, recimo 1900-letnica je res malce prestaro, pa gremo od 2019 naprej, potrdim filtre, in vidim še vedno 11.000, ogromno se teh romanov danes napiše, in potem bi lahko še vedno rekel, da me zanimajo samo kriminalni romani in spet potrdim filtre. Seveda se primerno tudi manjša ta število zadetkov, zaradi tega, ker vedno bolj ožam to iskalno zahtevo. Na koncu grem, tukaj vidim, vsaj 115 e-knjig je na voljo in to mi tudi že ta ikona ponazarja. Ko kliknem na ta zapis, dobim več informacij, tako kot smo prej v Cobissu pokazali, podrobne podatke, kjer dobim več informacij, ampak splošnega bralca morda to toliko ne zanima, bolj morda knjižničarje in pa knjižnice, v katerih je to na voljo. In če dam izposodi si, bo spet sistem rekel, za izposojo za takšno storitev je treba biti prijavljen in da se vam ne bi zgodilo to, da kliknete izposodi si, potem pa nimate teh podatkov, dajte naslednjič v knjižnici povprašati, če imate vpisan elektronski naslov, saj samo preko tega si lahko nastavite svoje geslo. In zdaj, če pogledamo tukaj, vidite, lahko se prijavim z raznimi temi načini prijave, lahko z Googlom pa s Facebookom, ampak tu vam naj povem, dokler ne vnesete članskih podatkov, izkaznice, številke izkaznice, vam ta Google ne bo kaj dosti pomagal, ta Google vam bo pomagal kasneje, če boste uporabili Google prijavo, ki bo imela isti elektronski naslov, kot ste ga dali v vaši knjižnici. Ker se ti profili, ta članstva se združujejo glede na elektronski naslov. To pomeni, da poenostavim, če imate 5 knjižnic,
pa ste včlanjeni v 5 knjižnic in vse posod imate ta kontaktni naslov za obveščanje, recimo Googlov elektronski naslov. Ko boste te knjižnice vnesli na profil, pa se boste naslednjič prijavili z Googlom, bo on prepoznal, da imate profil na ta mail in bo vas vpisal, če bi recimo pozabili ta gesla v knjižnici. Zdaj lahko pa vidite, postani član, imam možnost spletnih vpis v knjižnico in če pogledamo Ptuj, mestna knjižnica Ivana Potrča Ptuj, ima spletni vpis. In jaz bi lahko recimo tukaj čisto normalno se včlanil, poravnal tudi preko spletnega plačila članarino in izposojal audio in e-knjige. Zdaj večinoma teh knjižnic te storitve uporablja. Ampak jaz se zdaj ne bom tukaj včlanil, bom vnesel kar svoje podatke. Prijava. In tukaj recimo bi lahko dal pozabljeno geslo. Pozabljeno geslo, če recimo mislite, da ste dali elektronski naslov v knjižnici, greste na pozabljeno geslo, napišete ime knjižnice, pisne podatke in pa elektronski naslov, ki ste ga dali v knjižnici, gesla se pa žal ne spomnite, zato ne morete teh storitev uporabljati in potem pošljete zahtevo. Če sistem prepozna, da ste res v tej knjižnici z to vpisno številko in z tem kontaktnim e-naslovom vpisani, vam bo sistem na ta elektronski naslov poslal vsa navodila, kako si lahko najhitreje ponastavite to geslo. In ko imate enkrat to geslo urejeno, lahko greste tukaj na profil in prijava. In se končno prijavimo. Jaz sem nekako navajen, da se vedno z mariborsko knjižnico. In stisnem prijavo. Zdaj, če ste bili pozorni, prej pa spremljali pozorno, ste videli, da imam na tem profilu ta članstva. Tudi tukaj jih imam, saj sem v istem profilu, ker sem se prijavil z istimi podatki. Hitro lahko pogledam, zelo pregledno, kaj imam izposojeno, če imam kaj rezervirano, oziroma je treba kaj vrniti. Zdaj vsako članstvo lahko urejam tukaj, hitro z tem gumbom, spremenim geslo, spremenim e-naslov, spremenim številko za obveščanje. Če pogledamo recimo zdaj v mariborsko knjižnico, grem en korak nižje, vidim izposojeno, bolj natančno, rezervirano, drugo gradivo in pa spletni viri. In da bomo zdaj bolj natančni, mislim, smo prej imeli v mestni knjižnici Ljubljana, spletni viri, malo življenje in vidite preko Biblosa, tudi tukaj seveda vidim iste informacije, ker gre za isti sistem. In še eno obvestilo, to sem bil presenečen, sem že pozabil, poteklo bo moje članstvo in v manj kot mesecu dni je potrebno poravnati ta znesek. Stisnem podaljšati članstvo, nesem podatke za plačilo in potem lahko seveda to knjižnico nemoteno uporabljam naprej. Vkolikor ne podaljšam članstva oziroma ne plačam članarine, so mi vse te spletne stvari onemogočene, to pomeni, ne morem več izposojati teh e-knjig, če pa želim fizične, ko pridem za pult, me bo pa knjižničar opozoril oziroma knjižničarka, da je treba poravnati članstvo. Ravno tako kot tam imam tudi tukaj zgodovino izposoj. Seveda tukaj imamo tudi medknjižnično izposojo, to pomeni, da si lahko iz drugih enot izposodimo gradivo, ki je ni v tej, pa se izposodi medknjižnično. Potem imamo nekaj informacij o dolgovih in omejitev, to je tisto, kar sem prej govoril, koliko je maksimalno število recimo rezervacij za posamezni oddelek, podaljšan, da nekdo ne more trikrat podaljšati gradiva, in pa to obveščanje, nastavitve. Tukaj si lahko nastavite e-naslov, na katerega boste prejemali vsa obvestila, potem lahko številko za SMS, naj vas upozorim, se tudi piše, SMS sporočila so plačljiva, zato če uporabljate mobilne naprave, raje uporabite potisna obvestila, ki so pa brezplačna in so vezane na registracijo, vpis v vašo mobilno napravo.
ampak tudi tukaj na e-naslov si lahko nastavljate, kaj želite, o čem želite biti obveščeni, ali so to obvestila o poteku rezervacije ali pa splošna obvestila knjižnice, ne. To je zanimivo, določene knjižnice so že toliko napredne, izvajajo določena predavanja, in če imamo mi označeno splošna obvestila knjižnice, ko bo knjižnica takšno obvestilo posredovala svojim članom, bomo tudi mi dobili informacijo, da se nekaj v knjižnici dogaja, da lahko pridemo pravočasno in si recimo tudi tega udeležimo. Zdaj seveda sprememba gesla na posamezni knjižnici, tega v mobilni aplikaciji ni. Zato, ker se pričakuje, ne, da določene stvari so linki na spletno aplikacijo, vendar samih akcij v mobilni aplikaciji ni, ker se pač pričakuje, da te stvari morda naredimo za računalnikom. Vendar je vse več uporabnikov, ki uporabljajo COBISS samo še na mobilnih napravah, zato se trudimo, da bomo čim več funkcionalnosti recimo pokrili. Da bomo lahko zagotovili, da ne rabi uporabnik na računalnik, ampak da lahko to naredi na mobilni napravi. No, saj, če ne more na mobilni aplikaciji, lahko pa vedno na telefonu uporabi COBISS Plus spletno aplikacijo in si preko nje pomaga z določenimi akcijami, ki v mobilni aplikaciji niso na voljo. In tudi tukaj imam podatke o članstvu. Če pogledamo, to je moj profil, pokazali smo moje knjižnice, pokazali bomo mojo polico. Če ste bili prej pozorni, ste videli, da imam vse te police kreirane in danes smo kreirali recimo eno poličko z imenom webinar. In če bi jaz zdaj želel, pa bi poiskal nekaj na novo, bi lahko na polici z imenom novo, bi lahko, če sem si premislil, to tudi seveda odstranil. Tako, v bistvu zdaj sem zbrisal kar celotno polico, ne. Da vidimo, če imam še, kaj imam, tukaj imam študij, pa lahko grem, pa potem posamezne stvari odstranim. Lahko pošljem tu še več možnosti, ne, označeno lahko izpišem na zaslon za tiskanje, recimo pošljem po e-pošti, to lahko tudi na mobilni, lahko premaknem pa na drugo polico, to sem tudi prej želel pokazati, in recimo na webinar, in zdaj vidimo zapise predstav. To pomeni, poljubno si lahko te police kreiramo, predstavljamo zapise, da si recimo naredimo na koncu neko svojo knjižnico. Lahko bi tudi svoje knjige, ki jih imamo doma, recimo poiskali, ne, preko tega skeniranja, kaj sem prej pokazal, in jih ustrezno razdelili v svoje police. Tukaj prednost COBISS Plusa je tudi ta, da lahko shranimo iskanja. To žal ne moremo. Tam smo videli, da tisto osnovno iskanje nam sicer tiste ključne besede, naslove shranjuje in lahko na tak način hitro poiščemo, vendar tukaj pa pogledajte, tukaj lahko shranimo veliko bolj kompleksna iskanja. To pomeni, jaz iščem določeno gradivo, morate vedeti, iskanje ni samo po avtorju, po naslovu, ampak nekdo išče vsa dela, ki so nastala od tega do tega leta, avtorja tega, pa ne vem, še par pogojev, in potem to je kar lahko pride zahtevna iskalna zahteva, in če si jo recimo shranimo lahko, in tudi bazo, po kateri bazi podatkov naj to išče, ali gre to za vzajemno bazo, ali gre za lokalno v neki knjižnici. Recimo jaz sem tukaj shranil, da vedno znova lahko na hitro pogledam, koliko e-knjig preko sistema Biblos ima Mestna knjižnica Ljubljana, ne. In to lahko zdaj v nedogled zaganjam, 4913, če bom prišel čez mesec dni, bo mogoče že to 4950. Tako da to imam hitro shranjeno pod moja iskanja. Seveda lahko to odstranim iz seznama oziroma jih potem poljubno dodajam. Moja opozorila, tukaj si lahko shranim
določena opozorila. Če neko gradivo pride, sem potem tudi obveščen, če sem si prej nastavil to opozorilo. Potem nastavitve na samem profilu, to pomeni, tukaj pa lahko malo ločimo uporabnike. Bodi si nekdo, ki želi več, nekdo, ki želi samo osnovno, imamo privzet način iskanja, osnovno iskanje, tega največ uporabljamo kot splošni uporabniki, potem imamo izbirno iskanje, kjer lahko že več omejujemo v sami iskalni zahtevi, ne kasneje s fasetami, in pa ukazno. Ukazno se danes ne bomo tega sploh dotikali, gre za najbolj zahteven specialen način iskanja, ki ga uporabljajo bibliotekarji, ki pa poznajo vse te ukaze in pa te vrednosti in potem lahko oni preko teh, recimo, če pogledamo moje iskanje, tako izgleda ena taka iskalna zahteva, ki jo tvorimo in potem lahko iščemo. Zdaj nam FA je nič, pa to splošnemu uporabniku to nič ne predstavlja. V nastavitvah imamo še potem privzeta knjižnice za iskanje, lahko si svojo knjižnico, recimo Mariborsko knjižnico, in vedno, ko bom prišel v profil svoj, ko bom prišel v spletno aplikacijo, mi bo vedno iskalo po Mariborski knjižnici. To pomeni, lahko seveda dam tudi Mestno knjižnico Ljubljana in si naredim čist ta iskalnik po svojih željah. Tudi tukaj, koliko zadetkov na stran, ali bom iskal, me najbolj zanimajo knjige, poljubno, članki in pa napredne možnosti, prikaz bibliografskega zapisa, v katerem formatu želim. Ali bodo ti stolpci, te fasetni omejevalniki levo ali desno, to so pa potem že določene finese. Imamo pa tudi teme s povečanim kontrastom za slabovidne. Privzeta polica, lahko nastavimo, katera je moja privzeta polica, da potem hitreje shranjujemo te. No, v glavnem, jaz bom zdaj to shranil, pa vam želim pokazati, če grem jaz nazaj na to, vidite, se je spremenilo. Kaj se je spremenilo? To pomeni, vedno mi napolni moje privzete knjižnice, po katerih želim iskati. In če bi zdaj tukaj poiskal recimo Biblos, da me zanimajo te knjige, vidim, da je nekaj več, kot je bilo prej, zato ker ni nujno, da imata vse knjige enake knjige, morda ima Mariborska kaj več, pa je zdaj prišlo tega malo več. Zdaj poiskal sem najhitrejši način po Biblosu te elektronske knjige in pa seveda zdaj bi pa lahko delil na recimo romane, kratko prozo, poezijo, pa recimo priročniki, pa če me zanimajo priročniki, da vidimo, če dobimo kaj uporabnega. Pa imajo nekaj priročnikov. Ne Evropa zdaj. Aha, vidimo, da imamo 5 izvodov in si lahko izposodimo. Izberem članstvo. Seveda me bo zdaj tudi prijavijo avtomatsko v sistem na portalu Biblos, ker tudi iz Scobis Plus se prenese to in vidite malo življenja in pa Ne Evropa zdaj, dodatna elektronska knjiga. In prej, ko je bilo vprašanje, kako lahko beremo to na računalniku, si lahko tukaj to datoteko prenesemo. To datoteko si prenesemo in to beremo, jaz mislim, da nimam tega programa nameščenega. Samo malo bom vseeno pogledal. Če imam jaz ta program. Ja, pa imam. Adobe Digital Edition. Ne vem pa, če sem vpisan, če bo zdaj to delovalo. Ja, nek error. Sigurno nimam to posodobljeno, ampak Adobe Digital Edition, tu bi načeloma šlo te knjige brati. Zdaj te so zagotovo že potekle in so neveljavne datoteke,
ampak tako bi lahko s tem to uporabljali. To sem jaz v bistvu samo testiral. In se vrnemo nazaj na COBISS Plus. Tudi tukaj dobimo lahko informacije o knjižnici. Tu je mogoče malce zapleteno, ampak poglejte. Gremo na druge baze podatkov. Tu iščemo po katalogu po vseh knjižnicah. ADZ je akademska digitalna zbirka, to je bolj namenjeno raziskovalcem, študentom, kjer iščejo članke. Zdaj ti članki določeni so v prostem dostopu, določeni so vezani samo na lokacijo knjižnice, to pomeni lahko samo iz NUK-a ali pa recimo iz univerzitetne knjižnice v Mariboru ali pa kakšne knjižnice, specialne knjižnice dostopno. Določene stvari so pa tudi v čisto normalnem prostem dostopu. Če pa pogledamo ta Unpaywall, to je pa ponudnik, ki je prosto dostopni znanstveni članki. To pa recimo vsem dostopno, tukaj pridemo do polnih besedil, to je ključno, da pridemo do člankov preko tega. Pa recimo, če pogledamo zdaj recimo preko ADZ, tukaj zahteva, da se prijavim, pa bom to tudi storil, z COBISS AI prijavo oziroma ARNES AI prijavo, to je zdaj pa že malo bolj napredno. Gre za Shibboleth prijavo, ki se potem prenaša tudi naprej do ponudnikov in tam potem smo mi upravičeni dostop do nekih virov. In tukaj se bom jaz zdaj prijavil z Univerzitetno knjižnico v Mariboru, preko Univerze v Mariboru, kjer imam članstvo. In na tak način lahko zdaj dostopam, imam večji nabor teh gradiv. To je preko Akademske digitalne zbirke Slovenije. In zdaj tukaj me zanima online learning, nek znanstveni članek na tem področju in izvedem to iskanje. Me zanima, koliko je kaj tega na voljo, zdaj vidim ogromno, ne. 4.395.000, to je res ogromno teh člankov. In zdaj, če nimam jaz dostopa, lahko vseeno probam srečo z odprtim dostopom. In zanima me seveda celotno besedilo. Potrdim te filtre. Recimo, to je storitev, ki pač študenti jo uporabljajo, ampak vseeno premalo. In ne vejo, kako lahko dejansko pridejo najhitreje do tega. Zdaj 1900 je malce, so to stare zadeve, ne, mi pri raziskovalnem delu iščemo članke stare tam nekje do 5 let. In pogledamo, samo ožamo to nabor teh zadetkov. Še vedno 400.000, vseeno dosti na to temo. In zdaj, če pogledamo celotno besedilo, kaj nam je na voljo, vidimo, da probamo tukaj. In nekje bi moral biti zdaj PDF. Takole. In mi smo prišli do članka, ne? Pač zdaj teoretično morda tega dejansko ne potrebujemo, ampak lahko bi bolj natančno poiskali, dali bi več ključnih besed, iskali bi lahko po avtorju in potem leto izida in dobili bi potem res članek, ki ga v bistvu bi potrebujemo. To je preko Akademske zbirke Slovenije, ne? To so te ostale baze. Prej smo delali po COBISS Plus. To je v bistvu samo zapisi vezani na Slovenijo, ne? To pomeni vse, kar je v bazi v slovenskih knjižnicah. Dočim
ta akademska digitalna zbirka Slovenije, to je pa konzorcij, so pa tuji ponudniki tega dostopa do teh strokovnih znanstvenih člankov, revij in teh del. Zdaj, kaj je še posebnost? To je v bistvu, to so vsi zapisi, ko iščemo preko ADZ, lahko pa vedno gremo posebej v digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani, kjer pa dobimo nabor gradiva, ki ga imajo oni na voljo. In spet je različno, kar imajo v Mariboru na voljo. Tako da v Cobiss Plus lahko tukaj vedno izbirate te druge baze podatkov. In tako kot sem prej pokazal, sem vam želel pokazati še tole, ko smo prej gledali podatki o slovenskih knjižnicah, tu je zdaj malo bolj skrito, recimo za uporabnika je treba tu spremeniti v bistvu bazo podatkov na druge baze podatkov in koliko je baza o slovenskih knjižnicah, izberemo in tu napišemo Mariborska knjižnica in tudi tukaj lahko dobimo informacije o knjižnici, na zemljevidu vse enote in pa ostale kontaktne informacije o posameznem oddelku, telefon, elektronski naslovi, odpiralni časi in podobno. Tako da tudi tukaj lahko to poiščemo. Zdaj, če pogledamo te baze podatkov, smo pogledali akademsko digitalno zbirko Slovenije, kot najnovejša storitev, ki smo jo peljali, je pa ta Unpaywall, kjer pa lahko iščemo tudi po teh, to so pa prosto dostopni znanstveni članki. Nekdo, ki nima, recimo, članstva v knjižnici na fakulteti oziroma univerzitetni knjižnici, ker jim ta dostop pripada in lahko tam v ADZ preko prijave prihajajo do teh člankov, lahko tukaj poišče, če obstaja kaj prosto dostopno. Zdaj vidimo, tukaj jih je že v osnovi manj teh člankov in tukaj potem nimam fasetnega omejevanja. Pri tem ponudniku je potrebno veliko bolj natančno zadevo formulirati, iskalno zahtevo, še kaj dodati. Lahko pa seveda vedno iščem po avtorju, recimo pa po letu izida. Pogledamo, to ne bo najboljše, padajoče, po letu izida, čeprav je zanimivo, 24, ok, morda ima to nekakšno napako, ampak da vidimo, če je tukaj dostopno celotno besedilo. Tudi tukaj pridem do PDF datoteke, ki mi na voljo celotno besedilo. No, to je veliko pomoč lahko študentom, raziskovalcem in to je tisto, ko ni potrebno, včasih je bilo potrebno iti v knjižnico, pa so knjižnice urejale, pa so nam te priskrbele te članke, danes lahko ogromno teh stvari naredimo sami od doma. Tako da to smo se dotaknili tega, kar bi še bilo tu zanimivo, imamo več ali manj je to, zdaj Umnik je posebej za Univerzo v Mariboru, to so potem še bolj specialne stvari, mogoče vam nisem pokazal to, o čem sem prej govoril, ko pridemo, imamo vedno to enovrstično osnovno iskanje, ki je najbolj spominja na to Google iskanje, kjer v bistvu napišemo iskalno zahtevo. Ja, videl sem eno roko, je morda kakšno vprašanje. Prosil bi, če ga zapišete v klepet. Ni nas toliko, da ne bi mogel sproti spremljati, tako da če je kakšno vprašanje, sicer bom dal še na koncu več možnosti za vprašanje, če ima kdo kakšno vprašanje, drugače pa vam pokažem še te stvari. Zdaj tukaj imamo to osnovno, enovrstično iskanje, lahko pa vedno preklopimo na izbirno iskanje. In tukaj imamo več teh možnosti, kjer lahko iščemo seveda po avtorju, lahko pa vedno to iskalno zahtevo, ta atribut spremenimo.
in lahko imamo recimo več avtorjev. Lahko dodajamo te atribute, imamo avtorja enega, pa imamo, recimo lahko dodamo še enega avtorja, pa potem, če nas zanima, recimo nekdo pozna Cobiss ID, to je najhitreje. To direktno pridemo do tistega zapisa, če pišemo Cobiss ID. Tukaj imamo logične operatorje in ali in ne. To pomeni, da nekaj dodamo oziroma izključimo. To so potem seveda bolj specialna iskanja, ki nam pridejo prav, ko pa iščemo res neko gradivo, ki je specialno, ki ga ne najdemo z enim osnovnim online learning, ampak omejimo. Zdaj jaz posebej vam ne bom tega tukaj kazal, tukaj lahko na hitro, to smo tudi v zadnjih verzijah malo poenostavili, da lahko leto že kar izberete, 1 leto, 3 leta, 5 let oziroma neko časovno obdobje. Če se da preko kakšne aplikacije nadaljavo iskati tudi posamezne članke iz časopisov, posebno arhivske. Zdaj, žal tega jaz tako natančno ne poznam, ampak zagotovo ima kdo kaj digitalizirano, to pomeni dlib, v dlibu bi lahko kaj poiskali, imamo mi tukaj do dliba od univerze v Ljubljani, oni imajo ta digitalna knjižnica, tam bi lahko dobili, tam poskusite, tam bi lahko bilo največ sreče za poiskati, če je le digitalizirano. Tako da tam lahko te informacije dobite več zadetkov na to temo. Tako da tukaj v bistvu tudi lahko pridemo do določenih člankov, ne se tudi, če pogledamo zdaj v Cobissu, zdaj ne bomo šli v potujoče knjižnice so seveda noter, če pogledamo, recimo zdaj bomo tako naredili, to je najlažje, pa bomo napisali pa Mariborska knjižnica, da vidimo, zdaj pa pogledamo enote in imamo, mislim, da je na koncu pionirska, potujoča knjižnica. Ampak potujoča knjižnica ne omogoča, Mariborska potujoča knjižnica, vidite, ne omogoča rezervacije, ampak vidimo, da potujoča knjižnica ima to knjigo. Tako da lahko tudi za potujočo knjižnico uporabljate aplikacijo, vendar oni ne omogočajo rezervacije tega gradiva. Upam, da je to odgovorilo na vaše vprašanje. Kar sem hotel pokazati, je bilo to, da lahko poiščemo seveda tudi preko Cobissa. Če pogledamo, tukaj imamo članek sestavni del, pa napišemo zdravje. In dobimo 35.000 zadetkov in če gremo tukaj online, zdaj bo na vsak način želel priti tudi do nekega gradiva, ki je dostopno na spletu in je katalogizirano v Cobissu. In bom dal prvo, da ne izgubljamo tu preveč časa. In vidite tukaj, Digitalna knjižnica Slovenije, dlib, oni imajo največ teh stvari. Lahko pa tudi na forumu pridem do tega članka. Tako da tudi preko Cobissa lahko poiščemo. Zdaj preko Cobissa boste dobili morda več slovenskih zadev. Akademska digitalna zbirka, ADZ oziroma Unpaywall so pa večinoma tuji članki v angleškem jeziku. Tako da, če nekdo išče, če nekdo potrebuje nekaj v slovenščini, se lahko omeji tukaj na tudi tukaj imamo, vidite, po 9.000 zadetkov, da je nekaj dostopno na spletu.
seveda lahko potem to dodatno zdravje mladi, ali pa zdravje mladih, ne rabimo v teh knjižnicah, ker to ne bo nič našlo. Poišči. Aha, zdravje mladih. Bomo tako naredili, če naredimo tu zvezdico, je to mladih, mladi. Zdaj mi bo vedno išče, ker sem si nastavil te privzete knjižnice. Zdaj vidimo, ja, zdravje mladih, spet manj zadetkov, 572 in pogledamo, če to je pa članek v Monitorju. Tako da, morda še to je zanimivost, zdaj se bom še sigurno kaj spomnil, ampak vse vam žal ne bom mogel pokazati, vse gradivo. Ne vem, če to veste, da so tudi videoposnetki so katalogizirani. In marsikaj imamo tudi na YouTubeu, je dosegljivo preko Cobisa. To pomeni vsa dela, tudi prispevek na konferenci, tudi na koncu sem videl, že sestanke so katalogizirali, tako da lahko vi poiščete tudi YouTube posnetke. Poglejte, koliko, 26, zdaj bom samo omejil, da ne bo iskalo samo po teh knjižnicah, 1449 YouTube posnetkov je že najdljivih preko Cobisa. Tako da pač stvari gredo naprej, tudi ti posnetki se katalogizirajo, tako da, ko iščete vedno široko, ker vedno imate na voljo, bi lahko dobili kakšnega kekca, knjigo, ki bo vas presenetilo, ker bo ta knjiga obstajala v vseh treh oblikah, v audio, v tiskani izvedbi pa v elektronski. To takoj vidimo po teh ikonah, da gre nekaj za e-knjigo, nekaj gre za DVD, pa celo videokaseta in pa tiskana knjiga. Tako da to so vse možnosti, ki vam jih ponuja Cobis. Upam, da sem zdaj vse zajel, kaj sem želel pokazati. Zdaj, če je kakšno vprašanje, bom zelo vesel, če bom znal na njega odgovoriti. Če vas kaj zanima, jaz res ne vem, kakšno je vaše predznanje, česa je bilo preveč, česa je bilo premalo. V glavnem ideja je ta, da knjižnica ni samo v tisti fizični obliki, nek prostor, kamor gremo, ker so knjige, knjižnica pride k nam domov, mi si lahko vse te stvari v miru pogledamo doma in rezerviramo, določene stvari že kar izposodimo, bodisi gre za e-knjige, za audio knjige ali pa kak članek, ki ga potrebujemo za neko znanstveno raziskovalno delo na študiju ali pa v srednji šoli za kakšno seminarsko nalogo. Ja, bom se potrudil. Jaz to predavanje snemam, tako da posnetek bo zagotovo na voljo, če bo pa interes, bomo pa razpisali še kak termin, zaradi tega, ker se zavedamo, da te informacije ne pridejo do uporabnikov, včasih knjižnice pozabijo, kaj vse bi še lahko ponudile, ko pridejo uporabniki do pulta za njihovo samostojno delo. Zdaj je tudi večja akcija za šolske knjižnice, da bi oni začeli to uporabljati, da bi se otroci, dijaki navadili, da poiščejo gradivo, potem se pa odločijo, ali ima to njihova knjižnica, šolska, ali pa splošna. Ne smemo delati razlik med šolsko pa splošno knjižnico, vse gre za knjižnico, ki je v sistemu Cobis in uporabniki ste navajeni poiskati gradivo in ga prevzeti, ker je vam najlažje oziroma najbližje. Vidite, da danes sodobne knjižnice delajo že te omarice za prevzem gradiva, na koncu že v trgovskih centrih, tako da vse stremi k temu, da bi ljudje brali, da bi prišli na enostaven način do gradiva, do želenih knjig, ker danes smo vse bolj površni, vse bi radi enostavno, hitro in pa z minimalnim naporom. Jaz se vam zahvaljujem, da ste bili z menoj, da ste ta morda lep dan, zunaj je sonce,
pri nas v Mariboru namenili izobraževanju, da ste se naučili nekaj novega.